frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, prišli ste na ta logistični kongres, pravijo, da je najpomembnejši. Kaj vi menite? Pravzaprav število udeležencev na logističnem kongresu dokazuje, da je pomemben, izredno pomemben in verjetno najpomembnejši dogodek logistov ne samo v Sloveniji, ampak dejansko v regiji. Če po zadnjih podatkih 25 iz 25 držav prisostvujejo takemu dogodku, ki je večdnevni, ki ima vrhunske strokovnjake, ki ima predavatelje, ki prihajajo iz vrst svetovalcev predsednikom držav, potem vidimo, da je bilo na tej poti res veliko narejenega strani vodstva Slovenskega logističnega združenja. Ali se Slovenija dovolj dobro, po vašem mnenju, zaveda pomena logistike? Ja, temu ne morem pritrditi. Namreč dolgoletna želja logistov, vseh, ki se ukvarjajo s transportom, je namreč izgradnja logističnih centrov ob avtocesti. Na način, da jim te centri ponudijo ne samo, da lahko s tovornjakom se parkira, ampak tudi z vso drugo oskrbo, tako za voznike, kot pa za avto sam. Sploh, bom rekel, v prihajajočih novih direktivah, kjer govorimo o tem, da bo voznik obvezno moral prespati, recimo izven vozila, pomeni, kako bi lahko, se pravi, tudi slovenska podjetja se zorganizirala, postavila te logistične centre, ampak problemi imamo v načrtovanju, v prostorskih planih in to je pa naša bolečina izrazita. Namreč v Sloveniji za prostorske plane v nekaterih občinah čakajo tudi po 15 in več let, če imamo v obziru določene najtežje primere. Sicer pa tako Evropska komisija, mi bi morali te plane, sprejem prostorskih planov, skrajšati najmanj iz let na mesece, pa še to je veliko. Potem vemo res, kakšno razvojno coklo nosimo za spor. 23. januarja letos je imel Državni svet en pomemben posvet. Slovenija namreč stoji na cestah. Kaj so bili zaključki tega posveta? Kaj ste predstavili? Ja, pravzaprav Državni svet ponuja eno rešitev, kar se tiče zastoja na avtocestah, to je namreč uvedba druge ravni lokalne samouprave. To je ustanovitev pokrajin oziroma regij. Mi danes 140,000 ljudi dnevno migrira na delo v Ljubljano in zvečer nazaj vsak v svoj kraj. Ne samo, da mi onesnažujemo okolje, karboniziramo celotno in ljudi in okolje, čas na poti, ki je za to porabljen, gre v izredne številke, obremenitev ljudi je velika. Če bi mi postavili za centre, tudi ostale centre po Sloveniji, ki jih nekako ocenjujemo vsej na neko številko 10+, potem pridemo do ene rešitve, ki bi zmanjšala ta pritisk na Ljubljano. Zmanjšala bi obremenitev avtocest in vse, kar sem prej naštel. Torej, ponuditi ljudem službe bližje dom. Na ta način bomo dobili tudi odgovor na to, Slovenija stoji na cestah. In zakaj stoji na cestah? Imamo seveda izziv tega 5. in 10. koridorja, vse se srečuje pri Ljubljani, tako je, na obvoznico in zdaj vsak manjši zastoj, popravilo neke ceste praktično okromi Ljubljano. In potem, ko se nekako promet zaustavi na enem delu obroča, začnemo migrirati znotraj Ljubljane in to pripelje toliko daleč, da se osebni avtomobili, čeprav bi samo šli okrog Ljubljane, pravzaprav drenjamo skozi Ljubljano. No, seveda je prišlo do dialoga med tema dvema konceptoma, ali razširiti avtocesto v Sloveniji, ali jo celo zožati, kaj vi menite o tem? To se pravi, najprej, tako kot pri energiji, vse ukrepi bodo potrebni. Potrebno bo tako širitev avtocestnega omrežja, predvsem si predstavljam, če bi bili bogata država, da bi naredili dodaten obroč okrog Ljubljane in se s tem
bom rekel, ja, na en način izognili gneče za sigurno, samo je pa to ogromen strošek, ki ne vem, če ga zdaj lahko prenese država. Druga zadeva sem omenil, kje je rešitev. Rešitev je v tem, da se pravi te tokove preusmerimo v smislu, da ne potujemo toliko zaradi službe. Seveda naslednja stvar pa je, kako tovorni promet dodatno porazporediti čez cel dan. Namreč do zastojev tipično prihaja v Konjica, kjer je toliko več, ker pa opažamo, ne, da pa enostavno cel dan so tudi zdaj lahko razporejena ta migracija, pa zagotovo mora priti nek tretji pas, vsej na teh kritičnih točkah ljubljanske obvoznice. No, se Gospodarska zbornica Slovenije, ki je bila tudi med pobudnicami tega vašega posveta, je celo predlagala, da bi ta odstavni pas, pa mogoče na nekih delih je tudi vozni, da bi ta postal začasno vozni. Kaj vi menite o tem? Poglejte, za ta pas bi seveda lahko, ampak res začasno postal vozni pas, ki imamo namreč težavo, da vozni pas povsod ni zgrajen s tako kakovostjo, kot pa odstavni pas ni zgrajen s tako kakovostjo ograde, kot pa ostale dva vozna pasova. Ampak verjamem, da bi na določeno časovno obdobje se lahko ta pas uporabil, ampak zgolj ob kratni gradnji dejansko tretjega pasu. Koliko izgublja gospodarstvo Slovenije, s tem, ko Slovenija stoji, gospodarstvo stoji, promet? Poglejte, mogoče v prispodobi povem, da ko je v Medvodah oziroma v Mednjem se gradil most, in je bila zapora, enosmerna zapora, in takrat se spomnim še, ko sem bil v podjetju, smo povedali, da vsak dan imamo 2 zaposlena na temu mostu. Zakaj? Namreč vedno je nekakva čakalna doba takrat 15 minut in to pomeni tako izgubo časa, da recimo 100 ljudi. Torej, izjemno pomembna je logistika, transportne poti so izjemnega pomena, ne samo za gospodarstvo, za ljudi in ampak tako kot za ostalo gospodarstvo, še zmerom in za logistiko predstavlja en velik zdaj cokle v razvoju, ker nimamo predvidljivosti. Ne vemo, kako se bomo razvijali. Ali bomo sledili, se pravi, železnici, razvoju železnic, ali bomo sledili razvoju avtocestnega programa, ali kaj se nam bo zgodilo ob uvedbi CO2 kupone, ki se jih nam obeta, tako vsem, se pravi, tudi za osebna vozila, ne samo za tovorna. Poglejte, to je toliko veliko je nekih vprašanj in toliko nimamo odgovorov na to, da se posamezni, tudi dejansko lobistom podjetjem, kako ustrajajo, bojim se to, da bodo na koncu dejansko oni glavni nosilci vseh bremen zelenega prehoda. No, in tukaj noter je potrebno vnaprej predvideti, da se bo vsak zase lahko odločil, ali bo svojo floto tovornjakov razvil v elektropogone, ali naprej v dizelske, ali v vodikove alternative. Alternativ je kar nekaj. Seveda na koncu bo naročnik prevoza, če tako rečemo, pogledal, kakšna je cena na kilometer. In to danes morajo naši logisti vedeti. No, ker ste v državnem svetu, ste tudi zakonodajalec, je zanimivo vprašanje. Slovenija v bistvu nima strategije, neke globalne strategije razvoja logističnih centrov. Čeprav bi Evropa to financirala. Kako se bo državni svet odzval na to? Ja, te pobude za izgradnjo logističnih centrov ob avtocesti so želja posameznih ponudnikov, posameznih podjetij, pravzaprav že kar stara. Res se sam sprašujem, zakaj se jim ne ponudi ta možnost in da bi, bom rekel, ideja, ki je bila dejansko rojena v Sloveniji, ampak se je izvedla, če se danes peljemo od Maribora proti Gradcu, vidimo, kako so
uspeli Avstrijci to zgraditi. V Sloveniji in ob avtocestah vidimo, da nimamo možnosti graditi, pa to je po zdravi pameti najbolj zaželeni prostor, ki po eni strani ni ugoden za pridelavo hrane, ker je pač preveč onesnaženo, po drugi strani pa zaradi mobilnosti najbolj priročen, zaradi tega, ker je poleg avtoceste. Gospod Marko Votrič, hvala za vaše komentarje. Hvala lepa.